Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bom odgovarjala na vprašanje. Dama ena mi je napisala: velike težave imam z ljubeznijo do sebe. Odgovarjala bom preko kart prehodu na novo dobo, kar se mi zdi, da tako je najbolj enostavno, ker to je proces. Ljubezen do sebe, pač vsi to slišimo tisočkrat, pa osebno rast in tako naprej, pa čas je za ljubezen do sebe, ampak kaj sploh to je? V glavnem, prva stvar, kar je povezano z ljubeznijo do sebe, je to, da se nehamo zlorabljati. Zdaj pa, kdor ima v svoji podzavesti program, potrebo imam potem, da sam sebe zlorabljam, pa da zlorabljam svoje telo, ni še nič naredil. Govorim vam iz svojih izkušenj. Jaz sem pač imela težave z motnjami hranjenja. V puberteti sem imela bulimijo in ni me sram o tem govoriti, veste, ker to sem pač, vem, zakaj sem to delala, ker sem delala tihi samomor. Veste, kaj je bilo zanimivo? O tem sem tudi pisala pač v mojih knjigah in ko je moja mama to prebrala, ona pravi: o tem ti pa že ne bi bilo treba pisati na ta način, kaj bojo pa ljudje rekli, a ne? To bi pa lahko zadržala za sebe, na ta način, to je sramotno in o tem se ne govori. Veste, sramotno, pol pa ljudje naredijo samomor in na koncu koncev se zbrišajo iz tega sveta brez pojasnila, a ne? Ker, a ni škoda življenja? Pač se smo vsi samo tukaj na potovanju, vsi imamo rane, vsi se učimo. In dokler imamo v svoji podzavesti program, potrebo imam potem, da zlorabljam sama sebe, nisem še nič naredila. No in ta moja zloraba sama sebe je vodila v to, da sem začela kaditi, zaprav sem zlorabljala svoje zdravje. In vsi tisti, ki imate kakršnokoli zasvojenost, imate potrebo potem, da sami sebe zlorabljate. In zdaj, če imate kodo zlorabe v svoji zavesti, pomeni, da boste na nek način dovoljevali tudi drugim, da vas zlorabljajo. In potem, seveda, se postavite v vlogo žrtve in žrtev je pa itak tista, ki dovoli, da jo nekdo na nek način izkorišča. Da se napaja z njeno energijo, da porablja njen čas in tako naprej, da jo fizično, materialno, denarno pač izkorišča. Tako da prva zadeva je treba pač pogledati te temelje, zakaj se meni to dogaja. No, če zlepa ne morete priti do svojega odgovora, seveda vabljeni k meni na osebno svetovanje. Za vas si vzamem 2 uri časa in prvo, jaz tudi terapijo delam na osebnem svetovanju, tako da to ni nekaj, pač terapije delam zaradi tega, ker moram ljudem toliko odpreti povezavo z njimi samimi, da lahko sploh pridejo do svoje resnice in pomagam jim brati njihovo energijsko polje. In prav to, če imate potrebo po zlorabi, boste vedno pristali v nekem odnosu, kjer vas bo ta druga oseba na nek način izžela. Finančno, psihično, čustveno, pač na nek način izžela. No, tako da tukaj noter, zdaj, ljubezen do sebe, se gre, da tudi jasno začneš prepoznavati svoja čustva. To je pa termostat. Zase vem, da sem imela termostat močno pokvarjen. Da sploh, ker imaš tako močno program, da moraš potlačiti svoja čustva, da jih sploh ne zaznavaš. Sploh ne veš, kaj občutiš, samo nasmeh na usta pa teraš dalje. In na to so me dejansko moji otroci opozorili, ker so rekli: mami, ti ne odreagiraš takrat, ko bi mogla. Kako žalostno. Tako, prav žalostno, zaradi tega, ker nimaš termostata in ne zaznaš in si tako, kot pravijo, da tako žabe kuhajo, jaz tega nisem probala sama, pač sistem kuhane žabe. Žabo dajo v vodo in ker je voda njeno naravno stanje, ko jo začnejo to vodo segrevati, žaba ne skoči ven, takrat, ko je čas, da bi skočila in se živa skuha. No, in če imate ta sindrom kuhane žabe, pomeni, da enostavno ne zaznate in da je vaš
termostat pokvarjen. Zdaj pa kako ta čustveni termostat spremeniti, da ga sploh zaznate? Ja, prva stvar bo treba kakšno kodo počistiti. A ne? Kode so motivci in ti motivci, če imate program, moram vsem ustreči. To je že nekaj, kar vaš termostat, ta čustveni termostat, moti. Če ste programirane na to, da boste vsem ustregle, nekoga vidite, no kako to vidite? Imate otroka in reče, lačen, in vi že skočite in mu prinesete za jesti. Reče, žejen, in vi že skočite in prinesete za jesti, za piti. Jaz sem moje otroke učila, potem ko so bile večje, sem jih učila tako. Reče, žejna, ja, in pojdi si iskat za piti. In sem bila pri miru. In sem jih naučila, da so začele izražati željo. Mami, a mi prosim prineseš za piti? Mami, a mi prineseš kozarec vode? Ne pa, žejen. In, ja, prav, žejen si. Se imaš 2 nogi, pojdi si iskat za piti. A ne? In to lahko delate tudi za mizo. Ne vem, nekdo reče, ja, kje pa kruh? In vi ostanete in greste po kruh. Če rečete, in kje pa kruh, ona reče, v hladilniku ali pa na pultu. In obsedite. Se ni izrekel prošnjo, rekel je samo, kje je kruh. In vi odgovorite. Vem, da se zdaj mogoče smejite, pa rečete, jo, to je bolj enostavno govoriti, kot pa to narediti, ker ženske ugajamo, ženske strežemo. Ja, če hočete drugačne rezultate, morate kaj spremeniti. A ne? Ko vam nekdo reče prošnjo, a mi prosim prineseš prtiček, staneš in greš. Če ti ne reče prošnje, če reče, kje je prtiček? V predalu. Vem, zabavanje je to. No ja, jaz sem to v svojem življenju naredila. Dajmo gledati. Karte prehod v novo dobo, pa ljubezen do sebe. Stvarstvo za tele dušice, ki se učijo korakov do sebe. Kaj je ta trenutek za njih res pomembno? Kaj morajo vedeti, ozavestiti, spoznati? No, da vidimo. 3 karte, naključne. Vztrajnost. Novo jutro, stvarstvo ti čestita za pogum, si na pravi poti, vse poti naprej so gladke. Draga dama, to je portal, dobesedno portal. Se pravi, če vidiš, da tvoji domači ali pa v službi rečejo, kje je kruh in ti že tečeš. To je zdaj v bistvu nekaj, kar se ti učiš, da obsediš, da ne zadovoljuješ potreb drugih, da se postaviš za sebe in ni treba biti v agresivni energiji, da nekaj narediš. V glavnem, stvarstvo ti čestita za pogum, ker vse poti naprej so gladke. Čakajte, ti bom zdaj naprej povedala. Vse je na pravem mestu. Strah je obraz teme, ampak ti si svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviraš napredek. Vse je prav, pred teboj je novo obdobje, najhuje je za teboj. Ohranjaj stanje ljubezni. Kako že stanje ljubezni do sebe? Ja, zato, ker se imaš rada in zato, ker sebe ceniš, se odzoveš tudi drugače, delaš drugače. No, potem naslednja je vztrajnost. Zmoreš vztrajati na začrtani poti, angeli ti stojijo ob strani. Karta 74, da vidimo to sporočilo, je pa. Včasih hočeš hitro priti do rezultatov, vendar v ozadju delujejo skriti dejavniki, ki jih še ne zaznaš. Ko pridejo temni oblaki, ko obup zakrije prihodnost, se zavedaj, da so to samo preizkušnje. Ali zmoreš ohranjati stanje vere? Včasih se je pametno obrniti na angelsko pomoč. In prišel je nadangel Ariel. Nadangel Ariel, prosim za pomoč. Nejasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Ja, ta duhovni svet je zelo, zelo blizu,
ampak včasih mi mislimo, da moramo vse sami. Zdaj pa poslušajte, v meni je duhovna moč. Imam sposobnost, da stvari vidim drugače in bolj jasno. Prepuščam se vodstvu angelov. Sem v stanju ljubezni. Človeštvo me potrebuje, da z božansko ljubeznijo in svetlobo usmerjam odnose, ki naj se spremenijo. Božansko ljubezen usmerjam odnose, ki naj se spremenijo. Mi včasih znamo usmerjati božansko jezo, a ne? Pa ne vem, če je božanska, ampak jezo. Nadangel Ariel, to je ženska energija in je upodobljena, največkrat je upodobljena z levom, velikokrat je pa tudi upodobljena z zlatim rogom, kako sipa na zemljo obilje. In jaz verjamem v to, da živimo v obilju, res verjamem v to. Življenje je obilje. In mogoče rečete, kje pa ti živiš? Veste, ja, zdaj živim v okolici Sežane. In zdaj, če gledam, tukaj cela Slovenija je ena veliko polje ali pa dežela obilja. Ampak res, če pogledate kamorkoli, če pogledate samo eno drevo, je polno obilja, polno listov. To je vibracija, to je nekaj, kar vi lahko vidite ali pa ne. Lahko greste tako kot krt ali pa deževnik, ne vem, če deževnik mislim, da nima oči, in tipate in nič ne vidim. Ali pa odprete oči in se začnete zavedati, da je, zrak je, voda je, sonce je, listi so. Če nekaj vsadiš, nekaj zraste. Pač obilje. In druga zadeva, tudi ljubezen je. Spet rečete, kje pa ti živiš? Ja, kje živim? V deželi ljubezni. Zato, ker občutam to božansko ljubezen, ki je. Nekdo zjutraj sem razmišljala o tem, kako dobila sem karto Vera. Vse je tako, kot je prav. Pač prav Vera. Vam še to preberem, ker prav sama pri sebi sem rekla, vidiš, kako točno sporočilo ta trenutek, kar jaz rabim. Vse je tako, kot je prav. Mirna sem. V neskončnem v meni vse uspeva. Mojemu življenju vladata red in mir. Mojega duha prežima brezpogojna ljubezen. Na vseh področjih me vodi božanska inteligenca, zato ker življenje me ljubi. Zato ker me življenje ljubi in me podpira, je tudi prav, da jaz ljubim sebe. Svoje telo, ki je na koncu koncev vozilo moje duše, da obožujem te moje odnose, ker so res krasni. In tisti odnosi, ki niso krasni, jim lahko brez slabe vesti rečem, ne hvala, zato ker se imam rada, ker ne dovoljujem zlorabe. Pač to je to, kar ne dovoljujem, ker je bilo dovolj. Tako da, glejte, drage dame in seveda tudi tisti moški, ki gledate moj kanal, ki poslušate ta sporočila, čas je za drugačno energijo. In to drugačno energijo vi lahko prinesete v svet samo s tem, da imate vi drugačno vibracijo. Delajte na sebi in ja, mogoče kakšno stvar v roke vzemite, kakšno knjigo, mogoče, ko imajo duše žur, vam bo pomagala pri tem, da boste drugače začeli gledati na stvari, da se mogoče majčkeno večkrat obrnete na angelsko pomoč, pa boste videli, potem je v življenju vse bolj enostavno. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da se v vašem življenju zgodijo čudeži.